Oprosti, če ti je ta vlog prekinil iskanje novih kod za popust. A dejva si pogledat, kaj vse se je dogajalo nedaleč stran od mojega udobnega fotelja, na katerem moja rit vriska od veselja. Pa začniva z rižarno pri Sveti soboti. Draga mama, sporočam ti, da jaz sem danes poklican za me ustreliti, torej z Bogom za vekomaj. Draga mama, z Bogom. Draga sestra, z Bogom. Dragi tata, z Bogom. Smrt fašizmu, svoboda naroda. Rižarna pri Sveti soboti. Vem, ne zveni najbolj pravlično, kar tudi ni. Na začetku je bila tukaj simpatična tovarna, kjer so pridelovali riž. A so nacisti leta 1943 to ubogo tovarno spremenili v koncentracijsko taborišče s krematorijem. In to ni bilo samo koncentracijsko taborišče. Je bilo več kot to. Bil je zapor, kraj usmrtitve, zbirno taborišče za deportacije in krematorij. In to ogromno železno podlago, ki gledaš, tukaj naj bi stala ogromna peč, ki so jo nacisti porušili, da bi prikrili dokaze. In v tej peči so nacisti zažgali od 3000 do 5000 trupel. Dvorana križev, v kateri so ljudje čakali za deportacijo v Auschwitz, bodi si ostala koncentracijska taborišča, dvorano, v katero so postavili ljudi pred zid in jih ustrelili, in muzej. Ko se sprehajaš, tu je občutek grozen, nelagoden in daleč od prijetnega, ker čutiš, da so se tu dogajale grozote. Večinoma so tukaj bili zaprti Slovenci, Hrvati, Italijani, Romi, Judje in partizani. In to se nahaja nedaleč stran od nas. Nahaja se tam, kamor hodimo v šoping v Mirelu, v Trstu. In sedaj je čas za Soško fronto. Obojno bolj pač tu trpiš. Tej boli tužna in počasna. Ogromna solza se mi zdiš. A še kot solza, krasna. Odsekla, bridka bo dojekla. In ti mi boš krvava tekla. Takrat se spomni, bistra Soča. Krasna si bistra, hči planine. Brtka v prirodni si lepoti. Ko ti prozorni globočine, nevihte divje srd ne moti. Ne objokujem in ne pogrešam preveč naših krajev. Pogrešam le vas, moji najdražji, ker ne vem, kdaj vas bom spet videl. Soška fronta, najbolj krvava fronta v času Prve svetovne vojne in ena najbolj nesmiselnih front v času moderne zgodovine. Na stotine tisoče ljudi je umrlo za samo nekaj kilometrov zemlje. Bile so ekstremne razmere, gore, mraz, lakota. In mladi fantje so tukaj padali in umirali kot za šalo. Potekalo je 12 brutalno krvavih bitk. Najbolj so nastradali Italijani. Okoli 300 000 vojakov je umrlo. Soška fronta je zahtevala okoli 1 400 000 žrtev. In vse to se je dogajalo večinoma na slovenski zemlji, takrat Avstro-Ogrski. Presente, 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 presente.
svojem življenju sem videl že marsikaj. Od neskončnih puščav, najvišje stolpnice na svetu, pa vse do mogočnih piramid. A nič mi ni vzelo sape, tako kot mi je vzel eden največjih vojaških spomenikov na svetu. Nahaja se v Redi Pulji, po slovensko v Sredipolju, in je posvečen vsem padlim italijanskim vojakom v času Prve svetovne vojne, v času Soške fronte. 100 000 vojakov tukaj počiva in samo ena ženska. 60 000 vojakov je neznanih. Vsi tej vojaki so večinoma padli na slovenskih tleh, takrat avstro-ogrskih. Dragi moji, to je kolosalno. Utihneš in se zamisliš, kaj vse se je dogajalo 100 let nazaj in kaj vse se je zgodilo, da lahko danes glumimo majmune in se svobodno sprehajamo po svetu. Umrlo je tudi ogromno živali. Niso trpeli samo ljudje, trpeli so tudi živali. Soška fronta je fronta, kjer zgodovinarji pravijo, da zmagovalca ni. In jaz verjamem, da za vsakega padlega vojaka danes tukaj zraste žafran.